pozdrav vsem skupaj. Torej, moje ime je Damjan Laj, jaz sem tu, da tako rečem, domačin na tej fakulteti. Po izobrazbi sem politolog in v bistvu od vsega začetka, kar sem zaposlen na fakulteti, se tako ali drugače ukvarjam z Evropsko unijo. Prvo zaposlitev je bila nekako na evropskem projektu, doktorat je bil na temo evropske kohezijske politike, potem sem pa nekako začel s poučevanjem na predmetu temelji Evropske unije, zdaj pa predavam pri predmetih med drugim politike EU, interesne skupine in lobiranje v EU, pa en predmet tudi procesi oblikovanja in izvajanja skupnih evropskih politik. Tako da to so nekako tisti moji interesi na področju evropskih integracij. Sem pa tudi sicer nekako aktiven pri, kot smo slišali tudi nekateri izmed vas, pri prijavljanju na evropske projekte, tako da smo izvedli že z majhno skupinico dva tovrstna projekta, sodelovali smo z osnovnimi šolami, tako da smo imeli že približno 20 različnih osnovnih šol vključene. Ravno zdaj so bili pa tudi rezultati od tega šolskega leta naprej, smo pa spet pridobili en nov dvoletni projekt v okviru Erasmus Plusa in nekako naša ideja, namen je tisto, kar se tudi nekateri izpostavljali, predvsem nekako spodbujati, vsaj moje mnenje je takšno, tega danes precej primanjkuje, spodbujati kritično mišljenje med mladimi. To je eno, pa drugo, spodbujati tudi neformalne pristope do učenja, oziroma neformalno učenje, ker vemo, torej evropskih tematik ni oziroma so zelo omejeni v kurikulumih in se mi zdi, da skozi te neformalne načine učenja lahko mi kar veliko odnesemo. Tako da v tem kontekstu smo izdali tudi kar nekaj publikacij, tako da če bi koga zanimalo, vam lahko potem po koncu te publikacije tudi predam. Tako da moj namen danes je, kako sem bil zaprošen, da vam predstavim recimo ključne nekako razloge za nastanek evropske integracije, čeprav mislim, da s tem ste že seznanjeni, tako da to bi res na hitro pogledali, in pa potem predvsem, da izpostavimo nekako ključne izzive, ki so pred Evropsko unijo danes in torej to so vse po mojem mnenju tiste tematike, v katerih je potrebno dostikrat spodbujati tudi razprave med različnimi deležniki, tudi med učenci in tako naprej. Predvsem v luči recimo razumevanja delovanja Evropske unije in pa predvsem tudi v luči razumevanja, kaj Evropska unija pomeni za nas in kaj nam nekako ponuja. Je pa res tudi to, da ne želim pa nekako biti nikoli tako zelo proevropsko usmerjen. Mislim, da vedno pa moramo vsi biti tudi zelo kritično nastopati, torej tudi do, če lahko rečem, Evropske unije kot take, oziroma predvsem torej odločevalcev znotraj Evropske unije. In to je tisto, kar se mi zdi, da je nujno, da potem pri mladih poskušamo spodbujati, predvsem torej tudi ta kritični pogled. In to ugotavljam, recimo, da tudi na univerzitetni ravni je dostikrat problema, posebej v zadnjih letih. Premalo je tega lastnega kritičnega premisleka in dostikrat tisto, kar nekako vidimo na papirju, da je to, ampak jaz mislim, da je potrebno premisliti, ali je to res to in potem reči, če je to. Tako da meni se zdi taka zelo dobra misel, zakaj je sploh pomembno obravnavati Evropsko unijo, misel prejšnjega evropskega komisarja, ki prihaja iz Slovenije, torej dr. Janeza Potočnika, ki je v neki priložnosti izjavil, da Evropska unija niso senci in vse bukarskih političnikov, ampak vsakdanje življenje vseh, ki v njej živimo. In zato mislim, da je nujno, torej, da se ukvarjamo z evropskimi tematikami, ker ne nazadnje, kot ste verjetno že prej slišali, torej Evropska unija prodira praktično v vse pore našega življenja in mislim, da so sicer ocene, ni točnih podatkov, da približno 80% celotne ekonomske zakonodaje, to je potrebno poudariti,
je torej evropske zakonodaje v Sloveniji danes. Se pravi, zelo veliko torej teh pristojnosti je prenesenih na nacionalno raven. Zakaj evropsko povezovanje? Zdaj, projekt je torej nastal po koncu druge svetovne vojne. Ni presenetljivo, ker Evropa je bila v preteklosti kontinent, ki je bila pogosto podvržena torej, vojnam in konfliktom. In čeprav so v zgodovini obstajale torej, različne ideje po povezovanju evropskega kontinenta, so te ideje temeljile predvsem torej, na nekakšnih nasilnih oblikah združevanja oziroma povezovanja. Druga svetovna vojna je torej bila tisti nekako vrhunec teh konfliktov, ki je predstavljala praktično popolno gospodarsko uničenje evropskega kontinenta in tudi zelo veliko civilnih žrtev. Samo v Evropi je bilo približno 40 milijonov žrtev. In potrebno je tudi izpostaviti, da je torej Evropa bila nekako največja žrtev tudi tega konflikta, ker je torej, po koncu druge svetovne vojne tudi bila razdeljena, torej z to tako imenovano železno zaveso oziroma blokovsko delitvijo. Tako Francija kot Velika Britanija sta iz te vojne išle zelo oslabljeni, njun kolonialni sistem se je začel podirati, po drugi strani je pa torej Nemčija bila tudi razdeljena torej na vzhodni in pa zahodni del. Na tej osnovi torej je bil nekako cilj takratnih evropskih voditeljev, da bi začeli neko novo obliko sodelovanja, ki je vključevalo torej, v tej prvi fazi predvsem sodelovanje torej, na področju dveh gospodarskih panog, torej premoga in jekla, in da bi torej na področju teh dveh gospodarskih panog spostavili neko skupno strukturo, znotraj katere bi se spodbujalo torej, sodelovanje med evropskimi državami. Kot vsi vemo, nekako danes velja torej, za dan Evrope, torej 9. maja, ko je bila torej, ta pobuda tudi nekako formalno predstavljena z to tako imenovano Schumanovo deklaracijo, potem ko idejni oče celotnega, še danes velja torej, za idejni očeta celotnega tega evropskega projekta Jean Monnet, ki je torej nekako za te svoje zasluge bil tudi imenovan kot prvi častni državljan Evrope. Tako da, čeprav je Evropska unija torej danes predvsem ekonomska integracija, je pa nekako njen osnovni namen nastanka bil torej zagotoviti dolgotrajen mir na evropskem kontinentu in če pogledamo z današnjega zornega kota, verjetno se ni kaj dosti spremenilo. Še vedno torej te spremenjajoče se spremenjajoče se situacije nekako v svetovni oziroma globalni politiki, predvsem vezano tudi na aktualno recimo begunsko krizo in tako dalje, na konflikte, ki so v neposredni bližini Evrope in tako dalje, ponovno nekako nas vračajo ali pa spominjajo na te korenine začetka evropskega povezovanja in pa predvsem torej ta osnovni namen evropske integracije, torej ki je mir v Evropi. Evropska unija je vsekakor tvorba, ki še nastaja, ki se razvija. In zato pogosto se izpostavlja, torej, da govorimo torej, o nekakšni nedokončani nadnacionalni zgradbi. Formalno je torej Evropska unija nastala leta 1992, torej z Maastrichtsko pogodbo. Predtem pa smo govorili torej, o treh ločenih skupnostih, ki so nastale v 50 letih. Torej Evropska skupnost za premog in jeklo, Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za atomsko energijo. In torej ta pogodba iz Maastrichta je potem postavila skupno streho torej, nad vsemi tremi skupnostmi, oziroma je te tri skupnosti združila torej, v enotni ta
enotno Evropsko unijo. Tu lahko vidite, da so torej, te spremembe pogodbenega okvirja, torej, kako deluje Evropska unija, kakšna je vloga institucij znotraj Evropske unije in tako dalje, da se je v zgodovini kar pogosto spreminjala. Na ta način se torej Evropska unija tudi razvija, lahko rečemo, na nek način poglabla, ker recimo v 50-ih ali pa 60-ih letih so pristojnosti, ne vem, takratnih evropskih skupnosti na področju kmetijstva bile povsem drugačne kot danes. In tudi s tem, ko se sprejemajo nove pogodbe, se čedalje več pristojnosti prenaša iz nacionalne na nadnacionalno raven. In zakaj se mi zdi recimo pomembna predstavitev ta trostebrne strukture, ki je formalno s sprejetjem Lizbonske pogodbe, ki je trenutna aktualna pogodba bila upravljena, zato ker na ta način pokažemo to raznolikost delovanja Evropske unije. Se pravi, na Evropsko unijo ne moramo gledati kot na nekega enovitega akterja, ampak ima zelo različne pristojnosti in zelo različno deluje na različnih področjih. In ta prvi steber, kjer so te tri skupnosti bile združene, je tako imenovani nadnacionalni steber. Se pravi, to je tisti steber, kjer se sprejemajo direktive, uredbe, ki so za države članice zavezujoče. Medtem ko drugi in pa tretji steber pa delujeta bolj nekako v smislu nekih klasičnih mednarodnih organizacij. Se pravi, tam je vloga evropskih institucij malo manjša in imajo večjo vlogo države članice oziroma vlade držav članica. Se pravi, v tem primeru pa govorimo bolj o neki obliki medvladnega sodelovanja med državami članicami. Zdaj podrobneje nekaj govorim torej o teh pogodbah. Ključna je recimo pogodba za to tako imenovano veliko širitev, ko se tudi Slovenija pridružila Evropske unije, je bila pogodba iz Nice, ki je omogočila torej to širitev, da so se institucije prilagodile, da se je prilagodilo število komisarjev, število poslancev in podobno. Mes pa je bil tudi poskus recimo sprejetja pogodbe o ustavi za Evropo, ki pa je bil nekako zavrnjen, lahko rečemo, z voljo državljanov. In to je pa tisti segment, na katerega se vedno opozarja. Če želimo biti prehitri pri poglabljanju te evropske integracije, se hitro zna kaj zatakniti. Dokler recimo gre za ekonomsko povezovanje, se še najde nekako soglasje. Ko pa pride torej do tiste točke političnega povezovanja, poglabljanja, se pravi, da bi nastajala neka res prava politična skupnost na nadnacionalni ravni, pa se že v večji meri lahko prebudijo določeni evroskeptiki in postane strah do prevelikega prenosa suverenosti iz nacionalne na nadnacionalno raven. Mogoče kakšno vprašanje samo na tem kratkem uvodu. Se pravi, tisti del, ki pa govori torej o institucijah, o pristojnosti institucij in tako naprej, bo pa predstavil kolega Predilič. Tako da, jaz bi nekako se zdaj osredotočil samo na določene izbrane sodobne izzive, s katerimi se Evropska unija sooča. Zaradi časovne stiske bi zelo hitro šli, ker bi lahko dejansko za vsakega izmed teh izzivov imeli svoje predavanje. Je pa dejstvo, ko govorimo torej o teh sodobnih izzivih, da so ti izzivi praktično stalnica skozi celotno zgodovino evropske integracije. Kot bomo videli, se nekateri venomer ponavljajo in izpostavljajo. Verjetno prvo takšno vprašanje, lahko rečemo tudi izziv, je vprašanje evropske identitete. Se pravi, zdaj v kolikšni meri se počutimo Evropejce, v kolikšni meri se bolj počutimo recimo nekako vezano na svojo nacionalno državo. In tu se dostakrat poraja tisto vprašanje, ko se nekateri sprašujejo, kdo bi bil pripravljen umreti za Evropsko unijo. To je
In verjetno se tudi zdaj v teh aktualnih situacijah, ko se pojavljajo različna krizna obdobja od gospodarske krize, torej do begunske krize in tako naprej, so torej ta vprašanja pogosto vezana na vprašanje identitete. Evropska unija sicer poskuša zelo veliko poudarka dajati k razvijanju torej, neke skupne identitete, nekako najbolj vidno je to pri nastanku oziroma pri oblikovanju recimo evropskega državljanstva, se pravi, odkoder nam vsem kot državljanom Evropske unije pripadajo torej določene pravice. Prav tako se ta identiteta kaže skozi različne simbole, ki jih razvija Evropska unija, tako himna, recimo zastava, geslo, združeni v raznolikosti in podobno. Poleg tega pa tudi, vsaj po mojem mnenju, se poskuša torej ta identiteta razvijati ravno zaradi tega, kar ste že sami omenjali v teh predstavitvah, z temi različnimi projekti mobilnosti oziroma predvsem z različnimi projekti, ki so namenjeni torej informiranju, osveščanju in tako naprej o pomenu evropske integracije. Tako da, ampak še vedno, če gledamo z današnjega zornega kota, dostkrat se morda celo vsaj v določenih državah tudi oddaljujemo torej od izgradnje neke te skupne evropske identitete. Drugo, kar se dostkrat izpostavlja, je ta tako rani famozni demokratični deficit oziroma demokratični primanjkljaj. Se pravi, dostkrat se izpostavlja, kako pa je kaj z demokracijo v okviru odločanja na ravni Evropske unije. V prvih letih povezovanja, ko je prišlo torej do evropske integracije, je se kazala neka učinkovitost tega ekonomskega povezovanja med državami. Zato se potem državljani niso sprašvali, na kakšen način se sprejemajo te odločitve in podobno. Ko pa je nekako začeli štekati, ko nekako gospodarska rast ni bila več takšna, kot je bilo zamišljeno, ko se je začela pojavljati tudi določena evroskleroza in podobno, ko ni več prišlo torej do poglabljanja evropske integracije, so se pač dalje bolj začela izpostavljati tudi to vrstna vprašanja. In tu se dostkrat pojmuje, torej, čeprav kolega Žume prej rekel, da Bruselj ni tako daleč, ampak državljani vedno potem rečejo, te odločitve se sprejemajo tam nekje daleč. Ravno to je potem pogosto razlog za nizko volilno udeležbo na volitvah v Evropski parlament in podobno. In verjetno smo tudi tu Slovenci v malo specifični situaciji. Se pravi, koncem 80-ih let, po prihodu 90-ih smo se nekako borili za samostojnost in potem smo hitro nekako prišli iz enega sistema v drugega. Je težko primerjati sistema, določene sporednice lahko nekateri najdejo, recimo, ampak vendarle, kot se je včasih govorilo, se odločitve se sprejemajo v Beogradu, se pa sprejemajo v Bruslju. Poleg tega je pa problem, recimo, odločanje na ravni Evropske unije tudi ta, da se odločitve dostikrat sprejemajo v nekih zaprtih, majhnih odborih, delovnih skupinah in tako naprej, kjer nihče od državljanov ne ve, zdaj, kdo jih tam zastopa, na kakšen način se odločitve sprejemajo in tako dalje. Poleg tega pa zelo velikokrat se izpostavlja, ampak se to pa ni nekaj drugače kot recimo tudi v kontekstu Slovenije, da tako rečemo, problem različnih lobističnih aktivnosti, lobijev, velikih multinacionalk in tako naprej, ki vplivajo oziroma naj vplivali torej na sprejemanje teh odločitev. In tu je recimo ena taka zanimivost, da recimo na ravni Evropske unije je spostavljen tako imenovani register za preglednost, kamor se torej te različne skupine, različni interesi morajo vpisati, če želijo recimo vstopiti v Evropski parlament in tam nekako priti v stik z evropskimi poslanci. Se pravi, v tem pogledu se nekatere stvari razvijajo in zgolj kot zanimivost, recimo, ta slikica, ki je tu gora,
v okviru Evropske unije tudi vsako leto naredijo natečaj torej za najslabšega lobista v Evropski uniji. To pomeni, da poskušajo tiste, ki nekako na nepošten način, nelegalen način, z neresničnimi podatki želijo vplivati na politične odločevalce, razglasijo torej za najslabšega lobista. Recimo, to nagrado je že prejela nemška avtomobilska industrija in podobno, zaradi zavajanja z določenimi podatki. Recimo najbolj aktualna tematika, verjetno vezana na vprašanje demokratičnega primanjkljaja, je pa trenutno tudi ta znan prostotrgovinski sporazum z ZDA, recimo, ki se sklepa, kjer se pogosto izpostavlja, da se vsi dogovori nekako izvajajo torej za zaprtimi vrati, brez obveščanja, ne samo brez sodelovanja, ampak celo brez obveščanja oziroma informiranja neke širše javnosti. Naslednjo tako aktualno vprašanje je vprašanje, kje so teritorialne meje Evropske unije. Zdaj, kaj je za prihodnjo teritorialno širitvijo Evropske unije? To vprašanje je vsekakor bilo zelo pomembno že v zgodovini evropskega povezovanja. Nazadnje, recimo, če pogledate status Turčije, ki je že vrsto let kandidatka za vstop v evropsko integracijo, pa če po domače rečemo, noben ne ve, kaj naj počne z tem statusom. Recimo, problematično je bilo v 60 letih vključevanje Velike Britanije. Se pravi, Velika Britanija je bila država, ki se ni želela priključiti prvi šesterici, ki so oblikovali torej prvo evropsko skupnost, in zato je nekako takrat oblikovala alternativo, se pravi EFTO, se pravi neko prosto trgovinsko območje. Pa morda veste, kaj je bil zdaj tisti ključni razlog, ki je nekako Anglijo oziroma Veliko Britanijo odtegnil od tega, da bi se združil oziroma povezal v to integracijo? Boljša ekonomska rast v Evropski uniji. Ok, to? Takrat, ne? Takrat, ja. Ampak, kaj? Velika Britanija je bila prepričana, da bo nekako sama lažje razvijala to gospodarsko rast, če bo neodvisna do tretjih držav. Ker ideja evropske integracije je bila, da se spostavi skupni trg. In značilnost skupnega trga je torej, da so znotraj odpravljene meje med državami članicami, ampak da se tudi napram tretjim državam določajo skupne tarife, zunanje carine. In tu je želela Velika Britanija ohraniti suverenost, ker je bila zelo vezana recimo na ZDA in zaradi tega se ni želela priključiti evropski integraciji. Potem, ko pa je nekako videla, torej, da EFTA ni tako vplivna kot te evropske skupnosti, je pa že leta 1961 dala prošnjo za članstvo, ampak je nekako naletela na vratarja v obliki Francije oziroma njenega takratnega predsednika de Gaulleja, ki je venomer zavračal torej to prošnjo Velike Britanije takratnih skupnosti in potem je še leta 1973 prišlo torej do prve širitve takratnih skupnosti, torej med drugim tudi na Veliko Britanijo. Enako je pa bilo recimo nedavno, mislim takrat, ko so se postsocialistične države Srednje in Vzhodne Evrope vključevale v evropsko integracijo, ker predtem je šlo predvsem za zahodno evropsko integracijo. In ko se je enkrat nekako začela odpirati torej ta širitev na vzhodni del, na vzhodni blok, tudi takrat ni bilo jasno zdaj, kakšna bo ta širitev, ali se bo samo nekaj držav vključilo, ali bo šlo torej za ta tako imenovani Big Bang, ko je potem dejansko se to tudi zgodilo, ko se je 10 držav pridružilo. In to je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj je takrat Slovenija tako hitela pri vključevanju v Evropsko unijo. Vse ne vem, koliko se še spomnite tistega časa, ampak takrat je Slovenija vedno želela biti prva. Se pravi, prva bo zaprla vsa poglavja, prva bo
ne vem, naredila marsikaja, ne. Se pravi, brez nekega kritičnega premisleka, medtem ko so pa nekatere druge države, recimo Slovaška, pa počasi so se izpogajali cel kup prehodnih obdobja, ne, za razliko od Slovenije, ne, in na koncu smo potem vsi nekako istočasno vstopili v Evropsko unijo. In kaj se je potem zgodilo, ne? Če smo pač malo kritično pogledali, pa mislim, da se boste večinoma strinjali z mano. Torej, po osamosvojitvi, kaj je bil cilj? Vstop v evropske integracije, ne? Ta zunanja politični cilj. Ne? Se pravi, smo to dosegli, kaj smo imeli potem cilj, ko smo vstopili v Evropsko unijo? Jaz mislim, da je bil prvi cilj, da bomo prvi prevzeli evro, pa da bomo prvi predsedovali svetu Evropske unije. Ne? In ker smo bili nekako dobra učenka v tem pristopnem procesu, ne, je ta nagrada dejansko prišla. Ne. Ampak potem pa vprašanje, kaj pa zdaj počnemo v okviru evropske integracije. Ne. In tu lahko povem, smo imeli en posvet nedavno z gospodarstveniki, politiki in tako naprej. Ne. In je eden izpostavil, ne, da doskrat ko študenti igrajo simulacije odločanja, ne, med državami članicami in tako naprej v okviru odločanja na ravni Evropske unije, vsi hočejo biti Slovenija. Ne. Zakaj? Tukaj pač Slovenija običajno ima no opinion, ne. Se pravi, nima mnenja pri sprejemanju odločitev. Se pravi, to je tisto nekako, kar se neka fama ustvarila v okviru, kako deluje Slovenija v okviru Evropske unije. Se ni tako črno gledal, ne, ampak doskrat pa mislim, da bi morala Slovenija več zadev izkoristiti, ki so jim ponujene, torej v okviru evropskih institucij, ne nazadnje tudi recimo v okviru določenih odborov, kot je odbor regij, ekonomsko-socialni odbor in tako dalje, ne, kjer so samo posvetovalna telesa, ampak tam dejansko obstaja nek forum, kjer se lahko izmenjujejo mnenja, dobre prakse in podobno. Slišim neko negativno konotacijo, v tem smislu, da je pristopila Slovenija k Evropski uniji. A mislite, da bi bila Slovenija v boljšem položaju danes, če ne bi bila v Evropski uniji? Bi lahko nekaj k temu rekli? Ne, mislim, da ne. Ne, se ni. Tu ni negativna konotacija, da je pristopila k Evropski uniji. Ne? Ampak problem je miselnosti politike, se pravi, kaj nam manjka, recimo, ne? Tisto, kar mislim, da tisto odkrito trenutno tudi Evropski uniji manjka, ne? Nek strateški okvir delovanja, ne? Kaj sploh želimo doseči, ne, v okviru Evropske unije? To je problem, ne? Sej, jaz mislim, da še vedno se strinjamo, ne, da je pač nujno, da smo del torej, te evropske integracije, ne? Ampak potrebno je razmišljati, kako bomo zdaj delovali v tem okviru, ne? To je tisti ključni problem, ne? Recimo, pogledamo nekatere druge države, višegrajske države, se kar povezujejo, recimo, ne? Za Slovenijo se doskrat govori, da nima nekega pravega botra, ne? Da tako rečemo, ne? Ker v končni fazi ima zelo malo glasov v svetu Evropske unije, kar pomeni, da roko na srce sama zelo malo doseže. Ampak je pa pomembno, torej, da je zraven, ko se sprejemajo odločitve, ne? In tu je tisto, kar je pomembno. In to želim reči, ne? Nedavno so šteli, koliko strategij obstaja, različnih strategij, ne? V Sloveniji, ne? In mislim, da so jih našteli okrog 120, ne? Ki so vse nekako žive. Ne? Nimamo pa krovne strategije. Ne? Zdaj, če imamo tako ločene strategije, niso pa povezane v neko celoto, je že problem delovanja. Ne? Tako da, tu smo se mogoče narobe razumeli, ne? Ni nekako negativne konotacije, ampak je pa potrebno bolj nekako aktivno potem pristopati pri odločanju v okviru evropskih integracij. Zdaj, eden izmed aktualnih izzivov je vsekako tudi gospodarska kriza, ne, ki je izbruhnila torej nekako tam po letu 2008. In tu recimo vidite ta drugi člen, ne, iz pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, ne, kjer se izpostavlja predvsem to pospešeno višanje življenjske ravni, tesnejše odnose med državami in tako dalje. Ne. To je tisto, kar sem na začetku rekel. Ne? Dokler neka integracija ima neke pozitivne učinke, pozitivne rezultate,
so normalno državljani zadovoljni. Ko torej teh učinkov pozitivnih ni, se doskrat potem postavlja pod vprašanje delovanja recimo celotne integracije. Zdaj, prej si to vezal predvsem recimo na ta demokratični primanjkljaj, kako se sprejemajo odločitve, ampak tudi v tem kontekstu, pa ni vezano samo na vprašanje gospodarske krize, ampak tudi na druge vidike, so se tudi začela pojavljati razmišljanja torej o razpadu Evropske unije, ali pa predvsem torej o večji reformi Evropske unije. Tako da vse to so torej neki dejavniki, ki nekako vplivajo torej na današnje stanje. Zdaj, zelo pomembno vprašanje je tudi varnostno vprašanje. O tem bi lahko več govoril kolega Premeliča, ki pride za mano, ker je on po izobrazbi oziroma dela na fakulteti na oddelku za obramboslovje. Tu se doskrat pojavlja vprašanje in tudi kritika, kakšna je zunanja politična vloga Evropske unije. Že v preteklosti, recimo, če se spomnimo vojne v naši soseščini, torej na področju bivše Jugoslavije, v Bosni in Hercegovini, kakšno vlogo je odigrala Evropska unija tam. Se pravi, doskrat je bila zelo velikokrat podvržena kritikama, da ni znala pravilno pristopiti, počasno ukrepanje in tako dalje. Tudi tam je dejansko prišlo torej, sicer do neke salomonske rešitve za posredovanjem ZDA, ampak vsaj mir je bil nekako dosežen. Čeprav vemo, da zdaj je ta post-daytonska ureditev Bosne in Hercegovine zelo šepa, ker je pač nek status quo vzpostavljen, kjer se država zelo težko razvija in potrebuje recimo tudi ustavne spremembe. Tu se poraja predvsem vprašanje odnosa Evropske unije z ZDA in pa Rusko federacijo, torej velesilami, in nekako tu so našteti ključni izzivi, se pravi od terorizma do oboroženih spopadov in konfliktov v soseščini. Še vedno se mi zdi, če pogledamo torej Balkana, področje bivše Jugoslavije, še vedno gre za dokaj nestabilno regijo, pa še vedno ne vem zdaj, če so vsi ukrepe, pa vse aktivnosti Evropske unije na tem območju najboljši. In v tem kontekstu, recimo, ko govorimo o varnostnih vprašanjih ali pa o zunanje političnih vlogi Evropske unije, se doskrat so se predvsem recimo Američani naročevali iz Evropske unije, da ne poznajo telefonske številke Evropske unije, ker pač imamo toliko različnih navednicami voditeljev. Se pravi, na eni strani recimo predsednik Evropske komisije da določene izjave, pa imate potem na drugi strani voditelje najmočnejših držav, recimo, ki lahko čisto kontra govorijo in podobno. Se pravi, ko govorimo torej o teh zunanje političnih aktivnostih, je doskrat še vedno problematično najti torej ta enotni glas, skupni glas Evropske unije. In to je vsekakor tudi v veliki meri vezano s tisti, kar se že prej izpostavlja identiteto in podobno. Zdaj, migrantska kriza, begunska kriza, verjetno tu niti ni potrebno dosti govora. Videli smo, recimo, kakšen je bil tudi odziv s strani državljanov v mnogih državah. Tu se dostikrat verjetno postavlja pod vprašaj tudi to geslo združeni v raznolikosti. In trenutno je to zelo aktualno vprašanje, kjer se sprašujemo, ali gre v prvi vrsti za varnostno vprašanje ali za humanitarno vprašanje. Vsekakor gre za oboje, ampak se bojim, da se doskrat prevečkrat pozablja, torej predvsem v zadnjih časih na to humanitarno komponento. In tudi, ne vem, kako je pač v vaših šolah, mislim, da se kar dosti zdaj se vključujejo tudi otroci iz drugih držav, mislim, da še vedno pač prevladujejo torej iz držav z nekdanje
Jugoslavije, ne. In mislim, da vsaj na katerih šolah, koliko je slišati, da še vedno obstaja kar dosti velik problem integracije, recimo, teh otrok. Ne. Pa tu so zelo različni razlogi, ne, teh problemov integracije. Ne. Tako da, verjetno tudi v tej luči bi bilo smiselno razpravljati, da dobiti recimo vašo povratno informacijo, ne, kakšne izkušnje imate s tem in ne nazadnje tudi, kako vidite razlike. Ne. Ena zelo aktualna tema, ne, je tudi Brexita. Ne. Jaz mislim, da verjetno v tistem zadnjem mesecu, dveh pred referendumom, izvedbo referenduma, nihče ni verjel, da bo referendum uspel. Ko je pa referendum uspel, pa je bil kar nekak velik šok, ne, tudi v Veliki Britaniji. Ne. Tisto, kar je nekako najbolj hecni podatek, je, da so številni Britanci potem, ko je referendum uspel, šli googlati, ne, kaj to sploh je Evropska unija. Ne. Se pravi, nekako je bilo izpostavljeno, da zelo velik delež sploh ni vedel, o čem glasuje, o čem se odločajo podobno. Ne. In to vem že po prejšnjih javnomnenjskih raziskavah, ki so bile že pred leti izvedene, da so bili Britanci vedno na vrhu, ne, ko so jih vprašali, če vejo, da so del Evropske unije, pa niso. Zelo velik delež ni vedel tega. Ne. Tako da, tu sem že prej govoril, Velika Britanija tako je imela že preteklosti nekaj poseben položaj, ne, kot tudi nekatere druge države, ne, ker nekatere druge države imajo, so si izborile torej, določene, vsaj z njihovega zornega kota privilegije, ne, recimo, da ne želijo prevzeti evra, oziroma vstopiti v monetarno unijo, da ne želijo vstopiti v Schengen in podobno. Ne. Tudi Velika Britanija je imela torej določene tovrstne privilegije. In nekako že tradicionalno je bila tudi Velika Britanija opredeljena kot ena izmed najbolj evroskeptičnih držav. Tako da tu se zdaj vsekakor poraja vprašanje in nihče ne želi napovedovati, kaj se bo zdaj zgodilo, tudi kako bo zdaj, še vedno ni jasno čisto, kako bo ta postopek izstopa potekal. Ne. Tisto smo pa tako vsi slišali, da so zavrnili, ne, tako je možnost, da bi še enkrat se izvedel referendum, ne, kar je na nek način, če gledamo, vsem logično. Ne. Čeprav se je to v kontekstu Evropske unije že dogajalo, da so se ponavljali referendumi, recimo v primeru Irske, ne, ko se je sprejemala pogodba iz Nice, ne, ko sem prej rekel, da je bila pomembna za širitev torej na te srednje in vzhodne evropske države. Ne. Irci so na prvem referendumu izglasovali proti, ne, se pravi sprejemu te niške pogodbe. Ne. In potem je nekako drugi poskus bil uspešen. Ne. Zdaj, če nekako strnemo tisto, kar sem pa že prej omenil, ne, ko sem bil kritičen nekako do Slovenije, se mi zdi, da je tudi v okviru evropskega povezovanja to dostikrat velik problem. Ne. Se pravi, da voditelji ne vidijo ali pa imajo zelo različne interese, ne, glede vizije prihodnjega razvoja evropske integracije. Ne. Eno je vsekakor ta pogodbeni okvir. Jaz mislim, da zdaj ni več dvoma, ne, da se bo ta Lizbonska pogodba, da bo Lizbonsko pogodbo potrebno reformirati. Ne. Zdaj posebej po izstopu Velike Britanije je to praktično že nujno, ker je tudi potrebno ponovno prilagoditi institucije, se pravi število poslancev, prerasporeditev in tako dalje. Drugo je, manjka nek strateški okvir delovanja. Zdaj, sicer imamo, ne, leta 2000 je bila prvič sprejeta neka taka strategija, ne krovna, in sicer Lizbonska strategija. Zdaj, ko je, se pravi, ta strategija bila sprejeta za obdobje 10 let, zdaj je v veljavi tega Evropa 2020, ne, kot naslednica te Lizbonske strategije, ampak učinki so verjetno bolj malo vidni, oziroma v zelo veliki meri so odvisni od aktivnosti in pa od delovanja posameznih držav, ne? Ker v
Vsekakor gre torej za nek referenčni okvir, znotraj katerega v tem države deluje, kakor deluje. In če pogledamo recimo Lizbonsko strategijo, kaj se je zgodilo z Lizbonsko strategijo? Kaj je bil glavni cilj Lizbonske strategije? Da Evropska unija postane najboljše na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Pa smo videli, da nekako ti cilji v veliki meri, ki so bili zapisani v Lizbonski strategiji, niso bili doseženi. Enako je zdaj z to strategijo Evropa 2020. Ker eno je tisto, kar je nekako na normativni ravni določeno, drugo je pa implementacija v praksi. Tu se mi zelo velik razkorak. Poleg tega, da se EU tudi preveč togo, morda prevečkrat reagira torej na neke nepredvidene situacije oziroma neke objektivne dejavnike. Se pravi, leta 2008 recimo na neko gospodarsko krizo, zdaj recimo na migrantsko, begunsko krizo. Se pravi, tudi v tem primeru, kot sem prej omenil, vojno v naši soseščini, tukaj je bil izziv zelo počasen in tako dalje. Tako da v tem kontekstu se potem poraja vprašanje, ali je bolj smotrna Evropa več hitrosti, nekateri govorijo, da to že imamo, to Evropa več hitrosti. Zdaj, verjetno to vrstna Evropa več hitrosti, verjetno k utrjevanju te integracije ne bi prinesla najbrž nič dobrega, verjetno bi to povzročilo še več euroskepticizma, tako da to je vprašanje. In recimo na tej sliki, na teh spodnjih dveh slikah vidite recimo, kako ZDA vidijo svet z njihove strateške perspektive. Vidite recimo, da danes je zelo veliko interesa pa teh svojih strateških aktivnosti vidijo še nekako na evropskem kontinentu, medtem ko čez 20 let se ta krogec v evropskem kontinentu naj bi zelo zmanjšal. Se pravi, tu se vidi, da bo potreben nek premik torej v primeru Evropske unije, če želimo doseči dolgotrajno, torej neko tudi to ekonomsko trajnost, uspešnost delovanja in tako naprej, ker vemo, torej, da predvsem azijski trgi so zelo hitro rastoči in močni, verjetno bodo tam nastali novi močni gospodarski centri moči. To so po mojem mnenju vse zelo aktualna vprašanja, vse so to zelo aktualni problemi, ki pa, kot si že prej omenil, niso verjetno nič novega, ampak so se torej pojavljali skozi zgodovino evropskega povezovanja več časa. Zdaj, če zaključim, nekako to celoto, jaz običajno začnem za to slikco, pa se mi zdi danes, da je mogoče v tem kontekstu bolj primerno, kako razumeti Evropsko unijo. Tu se mi zdi zelo dobra ta prispodoba, oziroma ta indijska masa prispodobe slona in pa slepih mož, ko so torej slepi možje otipali slona, vsak na svojem mestu, en hod, drug krep, tretji telo, in so se potem srečali in so izmenjali izkušnje, kako izgleda slona. Vsak je imel čisto drugačno predstavo, kako izgleda slona. In tako lahko tudi danes gledamo na Evropsko unijo. Se pravi, vsak izornega, svojega zornega kota lahko drugače gledamo torej na Evropsko unijo in tudi recimo pri nas na fakulteti, ki se ukvarjamo torej z vprašanjem Evropske unije, imamo različen pogled na Evropsko unijo. Jaz običajno obravnavam bolj kot neko obliko političnega sistema, kot neko areno, znotraj katerega delujejo različni interesi. Potem imamo pač kolege obramboslovce, recimo, kjer je tudi kolega Vlado Prebilič, ki se nam je zdaj tudi pridružil, ali pa mednarodniki, oni dosti bolj gledajo na Evropsko unijo kot nekega akterja znotraj, enotnega akterja znotraj širše mednarodne skupnosti.
in podobno. Se pravi, in tu mislim, da je pač bistveno, da se tega zavedamo, torej, da je Evropska unija zelo raznolika tvorba in da obstajajo zelo različni pogledi na njeno delovanje. Tako da, ne vem, če imate kakšno vprašanje, vem, da smo šli bolj hitro skozi, ker je časa malo, ampak jaz mislim, da bi moral biti namen tovrstnih seminarjev. Jaz sem sicer bolj naklonjen večji interaktivnosti, ker ljudem doskrat sliši tudi feedback z vaše strani, da je namen teh seminarjev, da potem, predvsem pri otrocih, in mene zelo veseli tudi recimo delo z osnovnimi ali pa srednjimi šolami, pa potem tudi smo izvajali tudi delavnice za otroke in tako naprej, da se poskuša predvsem res razvijati to kritično mišljenje med mladimi, ker jaz opažam res na tej naši univerzitetni ravni, pa še nisem tako zelo stara, ampak opažam že kar precej sprememb, recimo v tem zadnjem 10-letnem obdobju, da se je zelo spremenil na tem področju. Kot drugo pa, meni osebno se zdijo zelo pozitivni različni neformalni učni pristopi tudi predvsem pri tovrstnih tematikah, ker se mi zdi, da lažje pritegnejo mlade. Tudi mi smo poskušali pri teh naših projektih z različnimi inovativnimi pristopi od risanja stripov na to temo oblikovanja različnih maskot oziroma ki so vezane na neke izmišljene, ampak multikulturne in tako naprej zgodbe v okviru Evropske unije, torej da so dali tem lutkam in tako naprej, ki so jih izdelali neko identiteto, vezano na torej neke značilnosti držav članic in tako naprej. Tako da na ta način smo nekako poskušali delati, pa imamo še tudi nekaj ideje. Na tej točki bi zaključil, če ni vprašanj, in če bi koga res zanimalo, me lahko potem pocuka, pa bi prinesem nekaj gradiva, ki smo ga delali, pa tudi kakšne izkušnje lahko izmenimo, torej predvsem pri izvajanju različnih projektov, recimo, in tako dalje. Vse ste rekel, zdaj smo ravno dobili en ta projekt, in tu imamo namen vključiti, mislim, da smo prijavili napisali 14 šol, tako da je pa fokus na osnovne šole in če bi zdaj katera, sem slišal, da nekaj vas je tukaj tudi iz osnovnih šol, če bi želeli sodelovati, se lahko dogovorimo, jaz vam lahko dam osnovno idejo, se pravi tudi kako izgleda, vse skupaj je pa mišljeno tako izobraževanja za učitelje kot izvedbe delavnic tudi na šolah, pa potem vedno organiziramo, v prejšnjem projektu smo peljali najbolj aktivne učence, vsakič pripeljamo v Ljubljano, tako da obiščamo tudi do informacijsko pisarno Evropskega parlamenta, predstavništvo komisije, državni zbor smo pripeljali, tiste jim je sploh zdelo večini tako zelo fascinantno. Ponovadi ste tudi tukaj, da predstavijo recimo celoletno delo pri projektu in tako naprej, kaj so delali, smo se tudi prav tu dobili. V prejšnjem projektu, zdaj sicer nimamo to predvideno, smo sodelovali tudi z Hrvaško, smo imeli 2 hrvaški šoli in organizirali smo en vikend v Kranjski Gori, 3-dnevni, kjer so se učili recimo risati tehnike risanja stripov in tako naprej, in smo potem dejansko naredili, imeli smo tudi razstavo, tako da cel kup aktivnosti, in dejansko je za šole vse brezplačno, ker lahko pač iz teh sredstev pokrijemo. Tako da, če ima kdo željo, lahko zdaj kontaktira ali pa potem tudi po mailu, kakorkoli. Tismo imamo pa spletno stran tudi, kjer so predstavljene, zdaj sicer moramo malo posodobiti, ampak so predstavljene vse te aktivnosti, ki smo imeli za temi projekti, ki slike lahko vidite in tako naprej. To, kar imamo za letos predvideno, se pravi, lahko vam potem dam, če pa ga zanima, je to. Tako da, naš pristop je pač ta, da želimo potem za eno šolo delati celo leto, recimo.
Zdaj zato ne pomeni zelo velike aktivnosti, ne? Ampak nekako postopamo, recimo, da imamo torej te različne aktivnosti skozi celo leto, oziroma zdaj pri tem novem projektu, ker je pač možno dvoletnih projektov, smo raztegnali torej na 2 leti. Ok, če še kaj, da ne bom predolg, že zamujemo, bi potem predal besedo kolegu Blagotu, vi pa uživajte še naprej. Tako da upam, da ni bilo preveč mukotrpno in da ste zvedeli, kaj je novega. Hvala.